Gledalke in gledalci, prijeten dober večer iz Velenjskega studia. Zopet z vami oddaja najvižja oddaja slovenske narodno-zabavne in zabavne glasbe. Ostajate z nami do 15 minut čez 9, ko ostajamo v družbi muzikantov, ki prihajajo danes predvsem iz osrednje Slovenije. Sosedje, praktično ansambel Žibert ustvarjajo zdaj že preko 30 let, ampak so malo obnovili zasedbo. V svoje vrste z glavnim članom sprejeli tudi hčerko, kar se vokala tiče, tako da jo spoznamo skupaj v nadaljevanju. Srednji glasbeni gostje, do njih še pridem takoj potem zatem, ko vam povem, kdo bo danes mladi harmonikar, prihaja iz glasbene šole Klemna Rošarja, je pa tako mali. Tako, Martin Gonstenčnik. Kmalu, takoj za mladimi gamsi in mojo Rozi, dober večer. Pete, mikavno krilo, na roki zlata zapisnica. Me opazuješ in premišljuješ, če jaz sem tisti, ki to res zna. Pogum nabiraš in se oziraš, da te opazim, ko se smejiš. Jaz vidim tebe, tu zraven sebe, vem, da resnično si me želiš. Za koga misliš, da nocoj igram, saj vedno bolj in bolj te rad imam. Pa daj no, Rozi, moja Rozi, ti, že dolgo zate mi srce gori. In ko te gledam, se zavedam, da za me edina ti si rožica. In se oziraš, da te opazim, ko se smejiš. Jaz vidim tebe, tu zraven sebe, vem, da resnično si me želiš. Pa daj no, Rozi, moja Rozi, ti, že dolgo zate mi srce gori. Za koga misliš, da nocoj igram, saj vedno bolj in bolj te rad imam. Pa daj no, Rozi, moja Rozi, ti, že dolgo zate mi srce gori. In ko te gledam, se zavedam, da za me edina ti si rožica. In ko te gledam, se zavedam, da za me edina ti si rožica. Odlična družba, mladi gamsi, v tokratni oddaji najvižja osrednji glasbeni gostje, tudi s kakšno frišno, do katere pridemo v drugem delu oddaje. Ampak ob začetku se seveda pozdravimo, kot ponavadi, dober večer. Dober večer. Kako je, gamsi? Evo, bo super, evo, sploh gleda na tem štajerskem koncu Slovenije, se fajn počutimo, tako da. A dosti tukaj nastopate po teh koncih? Mi kar nastopamo po celi Sloveniji, no, bi lahko rekel, tako da tudi po štajerskem koncu smo veliko, tle mogoče tale del Velenje, ne to, kam pa gor, pa pol od Celja, Slovenske Bistrice naprej, tam pa kar velike. Žan, katera je ta Rozi, a ta lepotica dejansko obstaja?
Rozi, to je kar ne več teh rozika, veš. Ja, ampak ta originalna, ki bi morala biti. Rozika, stara mama, ja. Ne, rozika je tako, to smo mogli vse skupaj zajeti, nismo smeli vsake posebej, a ne. Tako da smo vsem rekli, rozika pa je to, ne. Izza mojega hrbta se oglaša dosti harmonikaš, ga verjetno slišite, če mikrofoni to vlečejo. Katera stara mama je ta Rozi? Ne, v bistvu tako, ne. Zdaj, glih na anonimna se nič ne rima, ne. Ja. Anonimna, pa smo rekli, bomo dali kar Rozi, ne, zdaj. Rozi, stara mama. A to se rima? Stara mama, ja, je tudi, ja, stara mama. Prava, ja. Ok, dobro. Čeprav stara mama, če tale Rozi gotovo ne more biti, kar se tiče glasbe in melodije, 4 leta, koliko je stara? Ja, že več kot 4 leta v bistvu, no. 4 leta bomo že skoraj, sam naša nova zasedba bomo že skoraj skupaj. Tako da to v bistvu še starej, no. Naslednje leto pa jih lahko zdaj malo povprašamo, če bojo prej ali kak koncert, ko smo že ravno se ustavili pri teh letih. Hitro bežijo, a? Res, smo dobro, smo gledali še tiste slike 10 let nazaj, sem bil skoraj še v Plenicah, pismo smo že igrati začeli. Ja. Drug let bo že kar 10 let, odkar igramo, no, tako da se še menimo, verjetno po novem letu bomo se dodalo sedeli pa da videli, kaj bomo naredili. Kako bi izgledal koncert, če bi ga dejansko delali na tistem vašem prvem teritoriju glasbenemu, Izoli, v nekem baru, ali kje ste najprej nastopali? Ja, če bi tako izgledali, če bi tam delali koncert, kot smo prvič nastopali, bi bil oder čistko ob morju, backstage bi bil pa v bistvu v vodi, tako da bi bili vsi v kopalkah. Odlično. Ljudje bi imeli kje biti? V morju. V morju? Kopali bi se v morju. V redu, se pravi, poletje z vami in koncert na plaži. Čeprav ni slaba ideja, a ne? A ne? Naredimo na Pomolu koncert, ljudje pa na meskarce pa kopajo lepo v morju. Vse za neki dober, mogoče ste pa ravno zaradi tega morali danes priti v Najvižjo. Tako, gremo naprej, z Mladimi Gamsi in Mene druga ljubi. Časa jaz hodim za njo in vsak večer pojem pod oknico in čakam le, da se lučka prižge, da končno okence zame odpre. Prekrivajo mojo pot le solzi, ko spet domov se odpravljam brez njih. Mi pravijo, da sem tepček za to, da ne spustil svojo mekamrico. Ne prosim te in verjemi, nisi strla mi srci, lahko ti je pa žal, ker izgubila si toliko ljubezni, lepih srečnih dni. Ne prosim te in verjemi, nisi strla mi srci, mene druga ljubi, mi vsak dan prizna, da prava je ljubezen igra le za dva. Ko spet domov se odpravljam brez njih, mi pravijo, da sem tepček za to, da ne spustil svojo mekamrico. Ne prosim te in verjemi, nisi strla mi srci, lahko ti je pa žal, ker izgubila si toliko ljubezni, lepih srečnih dni. Ne prosim te in verjemi, nisi strla mi srci, mene druga ljubi, mi vsak dan prizna, da prava je ljubezen igra le za dva. Ne prosim te in verjemi, nisi strla mi srci, mene druga ljubi, mi vsak dan prizna, da prava je ljubezen igra le za dva, da prava je ljubezen igra le za dva.
Odlični mladi gamsi, tokrat z nami v oddaji Najviža. Če ste kaj opazovali njihove inštrumente, ste lahko ugotovili, da je gamsov še v bistvu več, kakor njih samih. Tle na bas-kitari vidimo enega. Tako. Ni naključje, da je tudi na harmoniki. Na harmoniki pa tudi na bobnu imamo enega, sam tistega klavirskega bobna danes nimamo s sabo, ker smo s tam v kombijem prišli. Prav. Drugače pa kar vsak inštrument ima skoraj svojega gamsa gor. Ja. Ampak kar se tiče harmonike, pa je tle še ena poslovna zgodba zadaj. Aha, harmonike, to so harmonike gamsi. Mi imamo sicer 3 harmonike gamsi, jih izdeluje moj stric, to je bil član skupine gamsi, harmonikaš. Tako da moramo pri domačih ostati, ne? Iz roda v rod, ne, na nek način. Kako je zdaj staro zasedbo gamsov? Stari gamsi, dosti znani, po njih prevzeli ne samo ime, ampak tudi dosti glasbenega stila. Mogoče v letošnjem letu bolj žalostna zgodba zaradi izgube osrednjega člana. Letos januarja je umrl stric, moj glavni pevec skupine gamsi, tako da so zdaj zaenkrat so rekli, da se bojo malo umaknili, malo bojo žalovali. Sicer so rekli načeloma, da bojo nehali, da bojo zaključili zdaj svojo kariero, ampak jaz kar mislim, da bomo čez kakšne 2-3 leta jih spet srečali nazaj na odih. Če pridejo oni nazaj na glasbene odre, pa boste vi ponovno imeli konkurenco. Ja, to ne gledamo kot konkurenco, no, to smo še vsem družinski člani. Radi vidimo, no, tudi če smo na kakšnem nastopu skupaj, tudi oni radi vidijo, če smo mi skupaj, zato ker pol ni treba njim inštrumentov sabo prinesť, ker rečejo, mulci, že mi vaše igrali, ne? Tako da to nismo nikoli gledali kot konkurenco. Ne, pa konkurenco sem pa jaz mislil mogoče, kar se tiče glasbenega stila, kar se tiče, ne vem, električne kitare v sestavu, bobno v zadju. To je, ja, to smo zagotovo, smo po njih ta stil vzeli, se pravi, da je frajtonarca, boban. Je kdo tako še v Sloveniji, ker na tak način dela? Je nekih Zvita Feltna mogoče? Ja, tako, pa tam pa nam so kalipso, harmonikon roll, ampak je vse ni čist na tak stil, kot imamo mi. No. Jaz še vse mislim, da imamo vse en, sploh, ker hodite, če kdo pride na našo veselico, igramo tudi veliko Lojzeta Slaka, Slavka Osenika. Ja, tako, na ta stil. Slaka z bobni? Tako. A res? Ja. Zanimiv. Vse igramo na ta stil, tako da v bistvu igramo klasično, narodno, zabavno glasbo, samo da je pač bobna zraven, da je malo bolj tisti ritem, ne? Plesni ritem. Prav, kar se tiče električne kitare, pa da smo prej govorili, da prihajajo iz Srednje Slovenije, on pač ne, ki se pridno voz navaje, iz kod? Iz Maribora, oziroma okolice Maribora, natančneje Renina. Ja, in kaj si še iz tistih koncev prinesel ansambl? Kaj so se od tebe naučili? Kaj so me naučili? Da včasih po ljubljansko malo povlečem. Aha, kaj pa ti njih naučil? Mariborščine? Ne vem, to pa bo treba njih vprašati. Ali pa še malo spoznati do konca oddaje, ko ostajajo z nami v nadaljevanju, oziroma v tem trenutku pa njihova moja prijateljica. So mlada dekleta, kariero si vsaka obita, za slavo zares naredile bi vse, da bi manekinke bile. Tem poslu pa so barabini, njimar so edino cekini. Obljubi ne bi sa ti tak fič firič, omamite kakor hudič. Ko svoje dobijo, odvržajo te, za solze prepozno je že. Moja se prijateljica je čisto naga slikala, zdaj se pa celo jim isto smeji, ambenu ne upa gledat v oči. Moja se prijateljica je čisto naga slikala, zdaj gotovo je za znorit, sej dal so jo na internet. Je mati modrosti in temelj deviške krepkosti. Od same se slave živeti ne da,
z oblakov te lebneš na tla. V tem poslu pa so barabini, di mar so edino cekini. Obljubi ne bi sa ti tak fič firič, omamite kakor hudič. Ko svoje dobijo, odvržejo te, za solze prepozno je žit. Moja se prijateljca je čisto naga slikala, zdaj se pa celo jim isto smeji, amben mu ne upa gledat v oči. Moja se prijateljca je čisto naga slikala, zdaj gotovo je zaznorit, sej dal so jo na internet. Zdaj gotovo je zaznorit, sej dal so jo na internet. Martin Gostenčnik v nadaljevanju iz glasbene šole Klemna Rošarja, mladi gamsi ostajajo z nami, vmes pa zdajle ansambel Posluh. Po vsem tem času, po vseh teh letih, ne veš kako boli slovo. Po vseh baladah, še neizpetih, ne vem čemu si šla od tu. Ki bo spala nocoj, komu zlizla v objem, boš na drugem naslovu našla srečo v njem. Ki boš spala nocoj, kdo pomlad ti risal bo, kdo obrisal nebo, kadar ti bo hudo. Ki boš spala nocoj, kdo pomlad ti risal bo, kdo obrisal nebo, kadar ti bo hudo. Le kaj od doma te je odgnalo, povej, kaj se zgodilo je. Mar sem ti dajal tedaj premalo, povej mi vsaj, zakaj, zakaj. Ki bo spala nocoj, komu zlizla v objem, boš na drugem naslovu našla srečo v njem. Ki boš spala nocoj, kdo pomlad ti risal bo, kdo obrisal nebo, kadar ti bo hudo. Ki boš spala nocoj, kdo pomlad ti risal bo, kdo obrisal nebo, kadar ti bo hudo.
Martin Gostenčnik je z nami iz glasbene šole Klemna Rošarja. V tem trenutku ga pozdravimo. Mladega korenjaka, ki je res mlad in mali, a ne? Dober večer. Zdravo, Kako si? v redu, Kdo te je pripeljal danes? mama, Zakaj? A da nam boš kaj zapel ali zaigral? zaigral A res? Super. Koliko si zdaj star, Martin? 6 let, A res? ja, To pomeni, da si zdaj v vrtcu ali v šoli? v šoli, V šoli si že, a res? A te sošolci danes gledajo? ja, Si jim rekel, da morajo pogledati 2TV? ja, Dejva jim pomahati, tja v ono kamero. Dejva. Kaj, a jutri potem je Martin opravičen od pouka, si lahko doma, ti ni treba v šolo? Ali jih boš vseeno šel pozdraviti? ne vem, Še ne veš. V redu, prav. Dan si prišel, da nam boš torej nekaj zaigral. Kaj bomo pa slišali? Kera bo prva? hica ob cestoji, A bi nam jo kar zaigral? ja, Martin Gostenčnik je z nami iz glasbene šole Klemna Rošarja in v tem trenutku njegova hišca ob cestoji. Martin, izvoli. En odličen harmonikar je danes z nami, Martin mu je ime. Martin obiskuje, katere razred osnovne šole si že rekel? Prvi razred, v katerem kraju? na Lešam, Aha, lepo, se pravi, to je Koroška, a ne? ja, Prav, a na Koroškem se tudi učiš harmoniko? ja, Kdo ti je pa kupil tako lepo harmoniko? A si sam našparil? ne, Kdo pa ti je? Ata. A Ata ti jo je kupil. Martin, a veš, kdo se zdaj približuje naslednji teden? December, pa prvi dobri mož, veš, kateri je? ja, Miklavž. ja, A mu boš kaj pisal? ja, A si mu že kaj napisal? ja. Kaj pa si želiš za Miklavža? Da mi prinese igračo parkla, Parkla igračo bi ti imel, s parklom bi se igral. ja, A to pomeni, da si ti mal nagajiv fant? ja, Mal. Prav, sicer pa Martin življenje jemlje zelo resno, pravi že star pregovor, mlad je treba začeti. In baje imaš celo punco, a sem jaz to prav slišal? ja, Kako je ime? Nika, In kaj Nika zdaj le počne? ne vem, A misliš, da naj jo gleda? ja, Super, fantastično. A Nika je tvoja sošolka? ne, Ne. Nika igra kakšen inštrument? ne, Tudi ne. Ampak ima pa sigurno rada, kaj ti kaj zaigraš na harmoniko. Si že kdaj? ja, Lepo. Sicer pa igraš tudi tvojim sošolcem, a ne? ja, Kdaj? V šoli, kdaj? Med odmori ali med urami kar? med odmori, Med odmori, ja, fajn. Tako lepo se imajo v Martinovi osnovni šoli. Ja, nič, nekaj nam bo še zaigral, a ne? ja, Katera je pa zdaj? pojdem na Štajersko, Aha, na Štajersko gremo, torej iz Koroške na Štajersko. In Martin iz glasbene šole Klemna Rošarja, izvoli.
Martin Gostenčnik z nami iz glasbene šole Klemna Rošarja. Koliko časa si rekel, da se zdaj že učiš harmoniko? 1 leto. In kupo ti jo je ati, Ata. a ne? In, rdeča barva ti je všeč, si prej rekel tudi, Ja. ne? Rdeče so tudi vrtnice, a tvoji Niki si že kupo kako? Ne. Ne, ok, no, sem tako. Ti predlagam, da imajo punce rade rože, pa se to verjetno veš, a ne? Ja. Svoji mami si pa že sigurno kdaj dal kako rožico. Ja. Ja, kdaj, ko je imela rojsten dan? Ja. Danes te je mami pripeljala sem, pa kdo je še s tabo? Babi pa Neža, Neža je pa kdo? moja sestrica, In tvoja sestrica igra kakšen inštrument? Doben. Doben. Ja, Martin očitno edini glasbenik v familiji, a ne? Ali ti še kdo kaj pomaga zraven zaigrati? A še kdo od tvojih sorodnikov kaj igra? Ja. Kdo? Ati? Ne, kdo pa? Stric? Marko, Marko, kdo je Marko? Gostenčnik. Marko Gostenčnik tudi igra. Ja. A ga poznamo, tako je glasbenik. Ja. Ti boš pa tudi glasbenike odrasteš, a ne? To sva pa pred oddajo se pogovarjala. Ja. In kaj boš imel? Mm, Ansambel? ja. Ja, super. Koliko bo prijateljev v ansamblu? Veliko ali malo? 5. 5 jih bo. A to pomeni, da boš imel še zraven klarinet pa trobento? Ja. Fantastično. Martin, 5 za danes. Super si bil. Pa pozdrav jutri sošolce, zmenjeno. Ja. Lepo se mej. In vi ostanite z nami. Martin nas je zdaj lepelo iz Koroške na Štajersko, zdaj pa gremo na Dolenjsko. Na Dolenjskem še tako kot včasih se živi, mirno in počasi, brez nervoze in skrbi. Med vinogradi preširen smih razliga se in dolinke lepe so vse. Na Dolenjskem pojemo zvečer s prijatelji, če je kakšna samska, trkamo na okno in srečni smo, ker ravno tukaj se rodili smo. Na Dolenjskem vedno je lepo, ni Slovenca brez Dolenjca, rekli stari so ljudje. Saj Dolenjska je kot mati, vse do konca v srcu je. Ni Slovenca brez Dolenjca in še danes to drži. Saj veselje je doma ob cvičku in harmoniki. Zvečer s prijatelji, če je kakšna samska, trkamo na okno in srečni smo, ker ravno tukaj se rodili smo. Na Dolenjskem vedno je lepo, ni Slovenca brez Dolenjca, rekli stari so ljudje. Saj Dolenjska je kot mati, vse do konca v srcu je. Ni Slovenca brez Dolenjca in še danes to drži. Saj veselje je doma ob cvičku in harmoniki. Brez Dolenjca in še danes to drži. Saj veselje je doma ob cvičku in harmoniki. Saj veselje
veselje je doma ob cvičku in harmoniki. Prijeten dober večer, to je še zmeraj oddaja Najviža. Fajn, da ste z nami, ker še niste nič zamudili, kar se tiče naslednjega ansambla, in to je ansambel Žibert. V slovenski narodno-zabavni glasbi ustvarja že kar nekaj časa, tja gremo. In to je gospod Stane, dober večer. Dober večer želim. Od kdaj tale ansambel ustvarja? Ja, mi že igramo tam več kot 30 let, Ja? tako da... Včasih v starejši zasedbi, ko ste malo zamenjali člane. Imamo zadnje obdobje, imamo Janeza pa Špelo, Ja? zadnje 2 let. Smo Super. malo popestrili z mladino, tako da... Krasno. Ja, krasno. Popestrili tudi, kar se tiče novih pesmi. Ansambel Žibert je z nami, prvo pa slišimo Le eno mamo. Le eno mamo na svetu vsak ima, podobo njeno ohranja sred srca. Le eno mamo spoštuje človek vsak, saj varno vodi prav vsak njegov korak. Le eno mamo v mislih le imam, ko znova vračam se k njej za rojstni dan. Le eno mamo bila rada bi, da srečne bodo vse njene spet poti. Le eno mamo grem prosit za nasvet, nikdar pozabljen njen mili ni pogled. Le eno mamo imamo pred očmi, pa na življenju karkoli se zgodi. Le eno mamo imamo kot zaklad, za vso družino je sončni žarek zlat. Le eno mamo imela rada bom, z ljubeznijo nam krasi naš mali dom. Z ljubeznijo nam krasi naš mali dom. Z ljubeznijo nam krasi naš mali dom. Ansambel Žibert so z nami. Ja, 30 let glasbene kariere, drži. Zdaj spoznavamo novo zasedbo oziroma pridružene člane. Med njimi je tudi Špela. Živja. In kako je? Super, full lover. A že ti bila prej v kakem drugem narodno-zabavnem ansamblu? Ne, taj prvi. Ampak kar se tiče solo petja, to pa obvladaš? Ja, to pa ja, tudi nastopam v šoli, v okviru šole velik, tako da ja. Čakaj, šola?
Ja, hodim v gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Majstra Kamnik, tako da v okviru te predšolske vzgoje to tudi mečkam skombiniramo, pa pol tudi nastopamo. Predšolska. Ja. Fajn, kaj zdaj, kaj počnete? Ja, v bistvu ustvarjamo igrice, pa tako naprej. A tok se imate Ja. fajn, se pravi priporočaš ta Ja, to zelo smer. priporočam. Zakaj še? Ja, ne vem. Dober je pa tudi na praksi, pa tudi ne vem, se mi zdi, da je tudi tako sam program obširen, pa zelo dober. No. Se pravi, zna z otroki. Ja. Kar se tiče prstana in tvojih otrok, nismo še tam. Ne. Hecam se. Kar se pa tiče mogoče kakšne ljubezni znotraj ansambla, to kaj je? Ne, to pa tudi ni. Tudi ne. V redu, Ne, tudi ne. ljubezen do glasbe je dovolj, pravijo včasih v ansamblu. Dober večer tudi. Janezu, a ne? Iz Moravčev si? Jaz sem iz Kamnika. Aha, se pravi okolica. Zakaj so ti kraji tako lepi, da bi mi prišli malo na izlet? Ja, na splošno Kamnik velja za eden lepših krajev. Med drugim je vsako leto festival narodnih noš. Tudi? Seveda. Se ga udeležite? Vsako leto. Niste dobri zastopniki v teh rumenih majicah? Ja, danes smo se tako odločili. Dobro, sicer nošo tudi imate? Seveda. Super. Drugač pa pogled na okoliške kraje, najlepše velike planine in podobno. Meni se je pa zmeraj zdelo, da je Kamnik nekje tam med hribovjem noter. Mogoče je malo razglede. skrito, ampak je pa vse v naravi. Se pravi, dosti radi greste kaj Seveda po okoliških v planine? hribih, tako Ja. ob Kamniški Bistrici. Kamniška Bistrica, Ja, da ne bomo samo velike planine omenjali, ne? Sicer pa vaši konci, tudi zaradi tega, ker imate tam center, vašo bazo ustvarjanja. Ja, mi dejansko imamo vaje na sedežu, to je Račni vrh, tako da tam pa je marsikaj se zgodi na vajah. Naprimer? Naprimer, kakšne vragolije naštudiramo. Naprimer? Ja, to pa ne moramo vse povedati, morate pa priti. Sami ste sem pripeljali. Morate pa priti tam, ker mi nastopamo. Tam se pa potem marsikaj vidi. Kje pa nastopa ansambl Žibert? Zdaj, včasih so to bile veselice, Abraham je rojstni dnevi. Ja, Še zmeri isto? Isto, še zmeri. Ohceti imam zelo rad. Ja, zakaj? Zato, ker imamo dosta animacije. Pa niso to najdaljši nastopi? Nas na mot, to mi zdržimo, če treba 2 dni. Celo? Tako. Ste bliže na kakšni pravi prneški Ne, poroki? na prški ne, ampak bolj v starih časih, ki smo igrali, nobene ohceti bili izpod 8 zjutraj, ne, tega igrajo ljudje že prej domov, ampak včasih pa tega ni bilo. Smo igrali tudi do 8, 10 do polne. Ne. Kako je prišlo potem do tega družinskega sodelovanja oziroma žlahtnega? Ja, Žerka je špela, ne? Ja, en videospot smo snemali, takrat pa skladbo Žlahta in Stara Plahta, špela sodelovala zraven, ne, v tej skladbi in takrat naprej smo se odločili, začela solo petjem in tako naprej. Ne. Super. In je da je stalna članica. A to je ta žlahta, ki jo zdaj slišimo? To je Žlahta, instrumental, ne, v redu. v pevskem smo jo posneli pa z mojim manjšakom Petrom Žibertom, ima tudi kar nekaj skladb. Ne. Tako da zelo lepa skladba in instrumentalna in vokalna. To kot tem, da bo zdaj špela pela, ne bo. Zaradi tega, ker jo jaz odpelem. Hvala lepa, ker se mi prepustiš. Mim grede pa lahko poveva kakšno, še preden slišva tvojemu skontarje, da zaigrajo. Kakšni so zdaj cilji ansambla Žibert? Ja, naši cilji so v bistvu posneti že narejene skladbe, ki jih v bistvu še nimamo, predstavljene javno. Čakaj, kako narejene skladbe, ki jih še nimate? Ja, v bistvu imamo imamo besedilo napisano pa glasbo, ampak posnete jih še nimamo. Okay. Pa še poskušali se bomo udeležiti na kakšnem festivalu, pa tako naprej. Kjer vam je tako najbolj zanimiv? Števerjan ali pa kakšna Graška gora. Na Števerjanu sicer ansambl Žibert že enkrat nastopal. Ja, je že kar nekaj let nazaj, tako da. Takrat že ti bila? Ne. Še v planu. Še v planu. Žlahta, ansambl Žibert.
Tale žlahta sicer inštrumentalna, ampak ostaja tudi pevsko. Kako že gre žlahta, raztrgana plahta? Vsa naša zbrana žlahta, več strgana ni plahta. A ni plahta raztrgana? Meni se pa zdaj čudno, kako mi se tam na zadnji pripelje. Kaj, vsi radi se imamo in tako? Ker se komaj da poznamo, v bistvu to vse govori o nekem praznovanju in kako se v bistvu naj bi mogla pač žlahta imeti fajn in radi se imeti in tako naprej. Lepo. Fajn. Nač, te pospremim nazaj tjale, sicer pa Stane. Špela je že govorila nekaj o festivalih, nekaj o vaših načrtih. Ste izga mnenja? Se vračate na Števerjan? Ja, 93 leta smo bili. Kje je že to? Že delež nazaj, bilo je lepo, glasno je tam. Pa se ni kaj dosti spremenil? Ni bistveno ne. Zelo fajn smo se imeli tam. Res lepo. Kar se tiče trenutnega ustvarjanja, niste popolnoma avtorski, nekaj se sposobite, kaj besedila? Skladbe so vse moje avtorske, skladbe so moje. Čakajte, niste enega Sivca omenjali vmes? Ja, besedila so pa, besedila piše Ivan Sivec, gospod Ivan Sivec, pa Bernard Miklavc, to mu je pa na zadnji pa on piše to zaprosil me je on napisal zelo lepo. Zdaj ste pokazali na čerko, kaj apelirate. Ja. Sicer čakajte, nekaj prstani se izsvetijo, če ni celo na pravem prstu, a ne? Ja, tudi tako je, da mi čisto vse ne vemo, kaj se dogaja. A vas ne zanima? Ja, zanima nas že, sam lih vse pa ne moramo vedeti, kaj se dogaja. Mama prejšnjega harmonkarja zvedla, marsikaj baje me dodajo, ko sem spraševal. A bomo še tle kaj izvedeli? Ne, trenutno ni nič na vidiku, tako da... Ok, prav. Ne bom drezal, ampak moramo malo sejti. To je interesantno. Najviža Žibert zaprosil me je. Danes srečna sem kot malo kdo, sem fant, ki šepnil je na uho. Ti si roža vseh rož ljubica, a ti bila si tisti cvet, ki je očaral me je in prozil, na skupno pot s teboj bi šel, skupaj hodiva leti že dve, a meni je prevzel srce, ker iskren je in fant res pošten in ljubi me kot še noben. Danes šepnil mi je na uho, zaprosil me je za roko, jutri rekla mu bom ljubi, da s teboj bom predal ta roča. Ljubezen to je dar iskrenost, tisti čar, ki ne pozabi, je srce nikdar. Ljubezen veže dva, če se razumeta in ljubita drug drugega. Ljubezen lepa je, če barka z dneva v dan pripluje vedno varno svoj pristan. Na plovbi kdaj morda zapluje na čeri, ljubezen pa vse uredi. Skupaj hodiva leti že dve, a meni je prevzel srce, ker iskren je in fant res pošten in ljubi me kot še noben. Danes šepnil mi je na uho, zaprosil me je za roko, jutri rekla mu bom ljubi, da s teboj bom predal ta roča. Ljubezen to je dar iskrenost, tisti čar, ki ne pozabi, je srce nikdar. Ljubezen veže dva, če se razumeta in ljubita drug drugega. Ljubezen lepa je, če barka z dneva v dan pripluje vedno varno svoj pristan. Na plovbi kdaj morda zapluje na čeri, ljubezen pa vse uredi. Na plovbi kdaj
ko bo zaprošena, bo lahko to dejansko tudi v praksi zapela, tako da fant, ki se skriva nekje za kamero, ve, kaj pričakovati. Sicer pa se Špela uči solo petja tudi pri Brigiti. Ja. Zanimivo, v prejšnji oddaji Ansambel svetlin, z njo povezana Urška, članica tudi. Ja, tudi se učim že približno 2 leti in pol. Brigita od Jodel Ekspresa? Ja, ne? Brigita. Kako izgleda ta učna ura? V bistvu ta učna ura je res ful sproščena in se res dela, ampak se zraven tudi uživa, ker je v bistvu nek smisel muzike, da se delaš nekaj s srcem, ampak zraven uživaš. Zdaj, Urška zadnjič od Svetlina je rekla, da še ne jodla. Kaj pa ti? Ne, tudi še ne. Nisi za to, da bi te naučila? Mogoče kdaj. Mogoče. Stane bi pasala kakšna taka pesem Ja, bi pa, vaš repertoar? seveda bo. Zdaj, v bližnji prihodnosti računamo tudi malo na to, a ne. Moram pa še nekaj reči, kar sem pozabil, da ta skladba Zaprosil me je danes premjerno predstavljena na vaši televiziji, še noben slišal, tako da smo veseli, da smo jo lahko danes predstavili. Čestitke, da ste jo lahko slišali premjerno, seveda tudi vi. Kar se tiče pesmi, verjetno dobi tudi videospot. Ja, Nekoč, ne? v bližnji prihodnosti Kmalu. tudi videospot, seveda, to računamo. Zmenjeno. Ja. Mi vas računamo in imamo v planu enkrat zopet, če ste za. Smo, seveda. Ja, dobrodošli. Ja, tako. Ansambel Žibert so si vzeli čas za nas in vas, v nadaljevanju pa se vračajo v najvižjo Mladi gamsi. Nepozabne melodije dolgih 40 let so zapisale nam srca, svet je kljub bridkostim let. Vaše zlate melodije, dragi fantje vseh vetrov, so kot sonce, ki posije na domači krov. Bolj zelene, bolj cvetoče so livade v pismih teh. Vasovanje in ljubezen, vse je sreča, vse je smeh. V vaši pismi domovina še bolj draga se nam zdi, kot sprejela mati sina v naročje bi. Hvala fantje vseh vetrov, ker nocoj ste z nami. Naj še dolgo vaš napev naša srca dragi. Hvala fantje vseh vetrov, naj bo praznovanje, kot spomin in upanje vam za nove sanje. Zelene, bolj cvetoče so livade v pismih teh. Vasovanje in ljubezen, vse je sreča, vse je smeh. V vaši pismi domovina še bolj draga se nam zdi, kot sprejela mati sina v naročje bi. Hvala fantje vseh vetrov, ker nocoj ste z nami. Naj še dolgo vaš napev naša srca dragi. Hvala fantje vseh vetrov, naj bo praznovanje, kot spomin in upanje vam za nove sanje, kot spomin in upanje vam za nove sanje. Bravo, bravo.
Čestitke za tale krasen glasbeni poklon krimskim lisjakom, v tem trenutku pa Mladi Gamsi, pa mi je enega dala. Vaška zabava s prijatelji, kaj lepšega na tem svetu ni. Če še ljubezen in ples dodaš, svoj pravi raj imaš. Sosednje klopi me je gledala, očke kot svetla je zvezdica, pa sem zardel si le eno želel, da mi poljubček da. Plesala in se smejala, en pogled, en dotik, ena bolezen, to je ljubezen, ki še živi. Pa mi je enega dala, ko sva plesala in se smejala, en pogled, en dotik, ena bolezen, to je ljubezen, ki še živi. Klopi me je gledala, očke kot svetla je zvezdica, pa sem zardel si le eno želel, da mi poljubček da. Pa mi je enega dala, ko sva plesala in se smejala, en pogled, en dotik, ena bolezen, to je ljubezen, ki še živi. Pa mi je enega dala, ko sva plesala in se smejala, en pogled, en dotik, ena bolezen, to je ljubezen, ki še živi. En pogled, en dotik, ena bolezen, to je ljubezen, ki še živi. To je ljubezen, ki še živi. Kako pa Mladi Gamsi gledajo na ljubezen, me zdaj zanima. Kaj je za vas ljubezen? Kako se ljubezen začne? Ljubezen se začne po naših nastopih na Zadnjih zidcih kombija. Hecam se. Okay. Kako gledamo na ljubezen? Ljubezen je... Ali iz okna dol, ali pod okno gor? Ja, kakor hočeš. Iz okna... Jaz ti dam istočnice. Jaz raje vidim iz okna dol. A res? Ja, če prije kakšna hmen za pet. Se pravi, ti bi imel pod okno... Se pustim razvajati. Wow, a se to dogaja? Se ti je že zgodil kdaj? Ne. Žal ne, sam sem dal pa le idejo, mogoče kakšno. Imaš bebo? Ne. Torej zdaj si dal. Ja, naprej. Oglas, rečemo to, da je brezplačni oglas. Kar se tiče pa vas pa radi stojite pod oknom skupaj. Ja, tudi gremo kdaj kakšni pod oknom zapreti, ja, če se... Kaj se zdaj dogaja? Kam gremo? Ne, gremo semle, se mi zdi tok energičen tle zadaj, se ga moramo amuzeti. Kje ste tole pod oknico zdaj peli? Kaj se vse dogaja okrog tega? V nadaljevanju pesem Zapel bom pod oknom. Ja, tu je bilo prvič na Slovenskem pozdravu, ki smo že snemali na Lukovc, videospot. Aha, se pravi, videospot je že posnet, si ga lahko pogledajo? Tako je. Top? Ja, vredno. Ti imaš izkušnje s podoknicami? Ja, pa se že kakšna najdla. Kaj, a spet iščemo punco, ki bi spodaj stala, pa gor gledala, kaj? Ne, obratno. Obratno. Prav. Kaj bi zaigral ti, če bi zdaj spodaj... Jaz sem pa že ta svoje zaigral, imam pa že doma. No, pa lahko. Misliš, da si zdaj vse naredil v življenju? Še enkrat. Seveda. Iz seveda bi šel tako po staro... A bi zaigral to? Starih običaj. Ja...
Mogoče, mogoče to, celo to, ja. Zapel bom pod oknom. Mladi Gamsi, tudi frišen videospot, ki pa vam ga zavrtimo v kateri od naslednjih oddaj najvišja, glede na to, da jih imamo tukaj. Pa v živo poglejmo, kako tole zveni. Včasih smo radi pod okno hodili k ljubicam pet, da bi jih osvojili, nismo šparali besed. Na vasi takrat je veljalo, da mora fanta prav z rokami znat gore premikat, sicer je samostal. Zapil bom pod oknom, da luč se prižge in deklica zala srce mi odpre. Zapil bom pod oknom romanco za njo, v njej izpovedal ljubezen ji vso. Deklita pogrešajo danes ta čar pod oknice, se bolj zdi se virtualno in brez kemije vse. Še nekaj nas tistih je fantov, ki znamo šopkom rim, tako kot na vasi pred leti, srce ukrasti. Zapil bom pod oknom, da luč se prižge in deklica zala srce mi odpre. Zapil bom pod oknom romanco za njo, v njej izpovedal ljubezen ji vso. Odlično je tole zvenelo, mladi Gamsi. Ja, tudi do konca oddaje najvišja. Kam pa zdaj vas pelje kaj pot? Kaj ustvarjate? A delate polke, delate vajčke, delate kaj na šus? A delate kaj še bolj zabavnega, kakor bi mogoče pričakovali? Ne toliko Alpen rock, kako sploh temu stilu rečete? Ja, lahko rečemo neke vrste Alpen rock. Drugače pa ustvarjamo, ja, imamo še posneto 1-2 nova komada, ki bomo po novem letu ven izdali. Smo pa tudi v bistvu s prejšnjo ekipo posneli že skoraj za cel CD pesmi, tako da imamo tudi neke 4 pesmi še, ki niso objavljene. Sta pa tudi zgoraj 2 komada taka, ki sta zelo tak, malo drugačen ritem. Pa bomo verjetno jih tudi še ponovno posneli, pa jih predstavili pa tudi vam. Tudi, ja, svedno najvišji, absolutno, se strinjam. Nač, kam pa zdaj? Zdaj. Jest, pit? Jest, absolutno jest, pa kar domov. Ja. Bo šlo. Sicer smo sredi tedna, ne, še, pa jutr pa dalje, pa. Kaj pa vaš december? Veseli mesec se približuje. December, ja, bo napet. Vej celo za Božič igrate? Ja, tudi to gledam sem zvedel, tako da ja, so take lepe novice. Tvoja sploh? Ja, absolutno. Vidiš, da v šrabo pod okenco. Sploh še ne mi, tako da zdaj že ve. Ja, zdaj je fertik, ja. Ja, nač, hvačam. Niste še taka rodila, mladi Gamsi.
Severina, kot sonce ob 12 grila je njena me bližina. Imela je boke kot Jennifer Lopez in noge kakor gazela, a me preveč na kratko držati je začela. Ni se še taka rodila, ki bi me spremenila, tako mora biti in nič drugače, moški mora nositi hlače. Ni se še taka rodila, ki bi me ukrotila, nobeni pač ne rata, da postal bicopata. Severina, kot sonce ob 12 grila je njena me bližina. Imela je boke kot Jennifer Lopez in noge kakor gazela, a me je kakor cucka na vrvici imela. Ni se še taka rodila, ki bi me spremenila, tako mora biti in nič drugače, moški mora nositi hlače. Ni se še taka rodila, ki bi me ukrotila, nobeni pač ne rata, da postal bicopata. Ko slišite takšne pesmi, pa že gotovo veste, da so to mladi Gamsi, verjetno so na to tudi dosti ponosni. Da se ni taka rodila. Mislim, smo jih malo vrstni red zamešali, ne? Mi smo najprej pod okno peli, pa pravimo, da se še ni rodila, ne? Ampak tako, stil glasbe se mi zdi, da če na radio poslušalec prestavi, brez da bi vas videl, že nekako ve, da gre za vas. Je to pa zagotovo, jaz se pravim, da ni veliko... To je en poseben dosežek. Ja, tudi ni veliko skupin, ki imajo takole bobne. Ja, taka pa ena posebna energija tudi verjetno. Kaj pa se v zakulisju dogaja? Kdo pa so avtorji vaših skladb? Veliko, kar sodelujemo, kar z Gadi bi lahko rekel. No? Ja, ne? Vsi člani Gadov se dobro zastopimo, fanti imajo takole nove komade, pravijo, nekaj imamo, ki mislim, da bi vam pasali in smo kar veliko že skupaj sodelovali z Gadi. Super, tudi z Oretom? Ja, Dušan Zore. Dušan Zore, on je pa naš glasbeni producent, pa njemu tudi snemamo. Je tudi ni naš nek oče, bi lahko tudi rekel zraven nam, da tudi veliko pametnih nasvetov, veliko aranžmajev nam on naredi. Tako da z Dušanom delamo že od začetka, pa mislim, da bomo tudi kar do konca, no, dokler bomo le en pa drug zdrav, bomo kar sodelovali skupaj. Česa si zdaj želite, leto se poslavlja ali pa dobri možje prihajajo, kaj jim boste pisali? To je dobro vprašanje. Spet smo pri tistih težkih. Ja, vedno jaz najtežja vprašanja dobim. Ja, že najbolj zaupamo. Kaj pa vem, ne vem, mislim, da si predvsem v novem letu želimo zdravja, prijateljstvo še naprej, tako kot do zdaj. Zdravje je kar važno, ne? Ja. Glede na to, koliko imate nastopov. Ja, res je. Koliko pa jih imate? Veliko. Preveč? Preveč nikoli. V redu? Ja, mislim, da je to tono. Sicer pa glede na to, kako poskakujete tle v studiu, vam ne zmanjka energije kar tako? Ne, res ne. Koliko časa bi morali igrati tako res na polno, da bi rekel, zdaj pa ne more več? Ja, mislim, da smo pa 12 ur, smo pa tudi že skrb rekel žal. Ja? Pa smo bili pa res fajn zmatrali. Kdaj je bila najdaljša čaga, se spomnite? Ja, v bistvu bila na Koroškem, se jaz spomnim, ker ni bilo konca.
ljudje niso hoteli dam, mi smo tudi špilali, vprašali niso nič. Rekel ni nič, mi smo pa špilali. Pa bilo pa, ja, ne. Kaj pa na koncu rekel? Ja, hvala lepa, ne, pa, jaz sem kaj dolžen. In je bil vesel? Bil, v redu. Normalno. Mladi Gamsi so bili z nami, eno nam še zaigrajo, potem se pa, ja, že poslovimo od tega četrtkovega večera. Dej povej. Kje si izgubila čas, mačka se tvoj glas. Ne hvali se preveč, vsak izgovor je odveč. Zdaj sem našel drugo pot, stran od tvojih zmot. Hopa, ajmo, hopa, dajmo, kovček čakate. Hopa, ajmo, hopa, dajmo, ker si varala me. Hopa, dajmo, zdaj ko te ne bo, bom zadihal, lažje vse mi bo. Ne hvali se preveč, vsak izgovor je odveč. Zdaj sem našel drugo pot, stran od tvojih zmot. Hopa, ajmo, hopa, dajmo, kovček čakate. Hopa, dajmo, ker si varala me. Hopa, dajmo, zdaj ko te ne bo, bom zadihal, lažje vse mi bo. Čakate, hopa, dajmo, ker si varala me. Hopa, dajmo, zdaj ko te ne bo, bom zadihal, lažje vse mi bo. Hopa, dajmo, kovček čakate. Hopa, dajmo, ker si varala me. Hopa, dajmo, zdaj ko te ne bo, bom zadihal, lažje vse mi bo. Bom zadihal, lažje vse mi bo. Če tudi vas čaka slučajno kakšen kovček, le glejte, da se vrnete naslednji četrtek ob 20, ko bomo zopet z vami. Naj pa že počasi povem, da se konec leta približuje. Silvestrska najvižja vas bo tudi počakala na najdaljšo noč v letu, ko bomo zavrteli tudi tole od ansambla Naveza o polnoči. Za danes pa le še lep večer in lahko noč. Zavrtijo naj te roke moje, melodija po telesu poje. Kdaj bo konec te strasti? Ko zgubiš na meni roke svoje in znorijo divje misli tvoje, je tole vljudnost ali cilj? Iz rokava potegni vse adute, da ne grem po svoje. In me prepričaj, kot vojska je rekrute, zate vredno umreti je. Zaljubljena ob polnoči, ob enih naj se že zgodi. A ko pa pride ura 3, sva brez moči. Zaljubljena ob polnoči, ob 5 se še ne da ni. Naj traja noč, čeprav pogrešajo te vsi. Zavrtijo naj te roke moje, naj znorijo divje misli tvoje. Znova sva dosegla cilj. Iz rokava potegni vse adute, ne morem več po svoje. Prepričan
dan sem do zadnje minute, dihal bi misli tvoje. Zaljubljena ob polnoči, ob enih naj se že zgodi, a ko pa pride ura 3, sva brez moči. Zaljubljena ob polnoči, ob 5 se še ne da ni, naj traja noč, čeprav pogrešajo te vsi. Ne da ni, naj traja noč, čeprav pogrešajo te vsi. Naj traja noč, čeprav pogrešajo te vsi.